Pozdravljeni na 13. redni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Ugotavljam, da smo sklepčni, 16 prisotni, opravičila se gospa Marija. Točka 2, pregled in potrditev zapisnega 12. redne seje občinskega sveta. Ima kdo kaj na zapisnik? Izvolite, gospod Breznik. Ja, pozdravljeni. Tako kot se že tudi v pisni obliki poslala pripombo, seveda moja razprava ni bila ustrezno zapisana in ne izražala pobude, ki si v tem izpostavil. Zdaj, po prijaznem sporočilu tajnice, ki je to popisala, seveda ne stram, da se razprava piše, ker na nek način je to posneto, ampak vseeno gre za seveda zapis pobude, to se pravi, da se strokovna služba najče uči v razpravi izpostavljanje situacijo in predlaga ukrepe, s katerimi bi zavezali investitorje k realizaciji ukrepov vezanih na omenjen občinski odlok. To je bila vsebina pobude. Zdaj, želel bi, da se v tem smislu tudi zapiše. Zdaj, po tej poslani pobudi seveda je tudi zaokrožilo pismo spoštovanega kolega Vrhovška. Iz pisma je vredno izpostaviti mogoče dve zadevi, ki se vežeta na to. Prvi, seveda, on proaktivno že ponuja odgovore in zaključke v tem odloku, seveda malo požuga strokovnim službam in pa tudi usmerja, kakor tudi nas, ki usmerjene pač razumemo to problematiko. Mislim, da strokovne službe ne bodo imele prav težkega dela, ko bojo oblikovali odgovor, saj tole pripišejo pa so nalogo upravljajo. Drugič pa zelo sem pa ponosen, ker naslavlja moj malenkost z osebo z integriteto, ki govori, kar pomeni, ali pa razumevamo definicijo preko osebe z integriteto, kar pomeni seveda, da oseba, ki govori to, kar misli in pa dela, kar govori skladno z moralnimi normami in pa seveda javnim pravom. Upam, da je kolega tudi tako razumel. Gospod Breznik, kak bi dikcijo, da bi dopolnil to? Vse gre samo za to, da se pač piše tisto pobudo, da prouči in da seveda, če je kaj takega, kako smo rekli, da se potem tudi ustrezno odgovor konceptira. To spravi, strokovna služba naj prouči v razpravi izpostavljeno situacijo in predlaga ukrepe, s katerimi bi zavezal investitorje k realizaciji ukrepov vezanih na omenjen občinski odlok, ki je pač nekaj stvari na nek način regulira. Gospod Vrhovšek. Pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, ravno na začetku, jaz bi gospoda Breznika samo opomnil, da je ta občinski odlok ni v skladu z veljavno zakonodajo. Pravi, če ste brali tisto, kaj sem jaz napisal, ste lahko opazili, da je občinski odlok na 5. mestu zakonodaje. In pravna služba vam bo verjetno odgovorila, da je edina prava stvar, ki jo lahko pač občinski svetniki naredimo, da se ta odlok črta da se člen tega odloka, pravi 20. člen, da se črta iz tega odloka. Zato, ker je protiustaven. Jaz ne vem, kako vi razmišljate, ampak zamislite si, da Dars, ki je povzročitelj hrupa vsem hišam, ki so ob avtocesti, izda po ne vem kakem odloku naročilo, da izvedejo protihrupne ograje.
kako bi to vzdržalo, mi ni jasno. Zdaj, če je pa svetnikom to jasno, pa tudi nimam več kaj za pripomniti. Apeliram na pravno službo naše občine, da vam razloži zadeve. Tebi je pobuda, vse mi so. Hvala, še kdo? Ugotavljam, da ne. Torej prvo dajem na glasovanje, kdo je za to, da zapisnik dopolnimo s predlagano pobudo, načeloma pa se zapisniki piše glavni povzetki, ostale v vzročnem zapisu, katerega vsak dostopa. Torej, kdo je za to, da to dopolnimo s pobudo gospoda Breznika? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? 1. Če proti, torej potrjen je zapisnik s prej citirano pobudo, se bo dobesedno prepisala iz zvočnega posnetka, pa bomo dodali, to se mislim, da so 3 stavki. Točka 3. Pregled in potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 11. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep? 16. Hvala, soglasno. Točka 4. Pregled in potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na to? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 12. korespondenčne seje občinskega sveta. Kdo je za ta sklep? Soglasno. Hvala. Točka 5. Pregled in potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na to? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 13. korespondenčne seje. Kdo je za ta sklep? Soglasno, hvala. Točka 6. Pregled in potrditev zapisnika 14. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 14. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep? Soglasno, hvala. Točka 7. Pregled in potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 15. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep? Soglasno, hvala. Točka 8. Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Ima kdo kaj na to točko? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 5. izredne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. In točka 9. Pregled in potrditev zapisnika 6. izredne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ne. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi zapisnik 6. izredne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Hvala. Smo pri točki 10. Obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Tukaj predlagam, da pri točkah, kjer je možno izvesti skrajšan oziroma hitri postopek, ker so ustrezni zagotovljeni tudi pogoji skladno s poslovnikom, da to tudi naredimo. Predlagam sklep občinski svet občine Hoče Slivnica potrdi dnevni red 13. redne seje občinskega sveta občine Hoče Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 11. Obravnava in potrditev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v občini Hoče Slivnica, postajališče za tovornjake, trak stop, prva obravnava. Poročevalec, predstavnik podjetja Urgis d.o., izvolite. Pozdravljeni. Diana Božič z podjetja Urgis, ker smo pripravili ta OPPN. Območje OPPN-ja se umešča že v industrijsko območje.
prostor se že zdaj dopolnjuje z vsemi zgrajenimi skladiščnimi, proizvodnimi, obrtnimi dejavnostmi v okolici. Oznaka prostorske enote, kamor spada, je HO 14/2, podrobnejša namenska raba je IG, območja proizvodnih gospodarskih dejavnosti. Nahaja se jugovzhodno od centra Hoč, južno od Čopčeve ulice, vzhodno od Ljubljanske ulice in zahodno od obstoječe gospodarske cone. Območje je v naravi nepozidano in je veliko 48.640 kvadratnih metrov. Naročnik želi na obravnavanem območju urediti pogoje za izgradnjo postajališča za tovornjake. Zraven sodi tudi spremljevalni program. Celotno območje je razdeljeno na dva območja, zgoraj A območje in spodaj B območje. Spodaj B območje so načrtovana parkirišča za tovorna vozila. Dostop je vzhodne strani. Območje A pa ima na zahodni strani tudi dva uvoza. Območje A vsebuje centralne dejavnosti, ki obsegajo pralnico za tovornjake, nadstrešnico, transformatorsko postajo, ekološki otok, manipulativne površine, parkirišča za osebna vozila, namenjena zaposlenim, in pa poslovno stavbo. V pritličju bo namenjena poslovnim dejavnosti, gostilnici, v prvem nadstropju pa bodo v bistvu spalna kratkotrajne nočitve za prevoznike tovornih vozil. Čez celotno območje potekajo tudi daljnovodi. Upoštevali smo vse smernice Elesa in Elektra. Prikazali smo tudi v grafičnem delu in zapisali v tekstualnem delu. Čopčeva ulica ni predmet povezave, tako kot tudi ne ostale okoliške ulice ne. Ni predmet, v bistvu je Čopčeva ulica trenutno v izgradnji in fazi rekonstrukcije. Načrtujejo se samo posamezni priključki na Čopčevo ulico. Kar se pa tiče stanovanjskih stavb na zahodu, v bistvu smo zapisali, da ni dovoljena dovoz tovornjakov in naj se tudi predvidi neka ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija. Tako da tovorna vozila na zahodno stran niso dovoljena, samo osebna. V času razgrnitve ni bilo podane nobene pripombe, pridobila so se vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, tako da je tudi odlok skladen z vso veljavno zakonodajo. Če ima kdo kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Lep pozdrav, mi smo na 12. redni seji odbora obravnavali to zadevo in sprejeli naslednji sklep. Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v občini Hoče - Slivnica, postajališče za tovornjake. Tak, stop. Hvala. Hvala. Statutarno-pravna komisija, predsednika ni in se opravičil. Boste vi, gospod Vrhovšek, prosim. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da se sklep sprejme. Sicer smo imeli malo razprave okrog samega vožnje, priključka in pa vsega tega, ampak na koncu smo sklep potrdili. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep, glede na to, da ni bilo nič sprememb skladno s 75. členom po hitrem postopku in proti temu. Ne, torej predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 14/2 v občini Hoče - Slivnica, postajališče za tovornjake, trak stop po hitrem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala.
Smo pri točki 12. Obravnava in potrditev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje prostorskih izvedbenih pogojev EU PHO 10/1 na parcelah številka 740/11, 740/18, 740/21 in 740/22 kao Spodnje Hoče v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Poročevalec, predstavnik družbe Urbis, izvolite. Pozdravljeni. Diana Božič, ker smo tudi tukaj v podjetju Urbis pripravili lokacijsko preveritev. Lokacijska preveritev je instrument, s katerim lahko v skladu z zakonom prostora 134. členom se dovoli odstopanje od individualnih prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni v OPN-ju. In sicer gre za, v bistvu morajo biti skladni še vedno osnovne namere prostorske izvedbene regulacije in ne smejo povzročati nekih večjih konfliktov v prostoru. Na območju lokacijske preveritve je prišlo po izdeljavi OPN-ja do parcelacije in v bistvu smo dobili drugačno lastništvo in parcelno strukturo, kar je v bistvu omejujoča okoliščina, ki onemogoča optimalno izvedbo investicije, kot je bila načrtovana v OPN-ju. Še vedno imamo vse skladnosti z OPN-jem. Podrobna namenska raba je IG, območja gospodarske cone, ki so namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim dejavnostim. In sicer lastnik parcele 140/18 in 140/22 Spodnjih Hočah si želi za potrebe svoje proizvodnje zgraditi kompleks oziroma kotlovnico s pripadajočimi poslovnimi prostori. Z lokacijsko preveritvijo bi sedaj spremenili območje stavbe, kajti sedaj je napisana v 137d členu OPN-ja in sicer glasi se, da sta dva objekta višine do 15 metrov v izvedbi pritličja ali pritličja plus 2 nadstropja. Bi v bistvu mi zdaj razdelili to na dva dela, na levi del, kjer je v bistvu ta naš lastnik in bi zgradil kotlovnico s pripadajočimi prostori. Tlorisna dimenzija bi bila ista, 10x25, desnega dela pa potem 35x45. Zdaj v OPN-ju pa je 45x25 širine. V bistvu bi samo razdelili na dva objekta tlorisno dimenzijo, ki bi bila v bistvu enako locirana, kot je načrtovana v OPN-ju. Preverili smo vse skladnosti z OPN-jem, dejavnost tudi ostaja enaka, vse pravne režime smo preverili in so vsi skladni z varstvenimi usmeritvami. In tako v bistvu ta lokacijska preveritev ne bo imela nekih povečanih negativnih vplivov na okolje. Tako da, to je to na kratko. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlaga občinskem svetu, da potrdi elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EU HO 10/1 na parcelnih številkah 740/11, 740/18, 740/21 in 740/22 KO Spodnje Hoče v občini Hoče - Slivnica. Po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EU PHO 10/1 na parcelah številka 740/11, 740/18, 740/21 in 740/22 kao Spodnje Hoče v občini Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Točka 13. Obravnava in potrditev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hoče - Slivnica. Prva obravnava. Poročevalec, direktorica občinske uprave.
Aha, Maja Krajnc, izvolite. 4. člen gradbenega zakona dopušča možnost postavitve začasnega objekta, namenjenega skladiščenju nenevarnih snovi. Pogoji in merila za postavitev takšnih objektov pa so določena v pravilniku o začasnih objektih. Tudi naš prostorski akt, torej občinski prostorski načrt, dopušča možnost postavitve teh začasnih objektov, medtem ko odlok o podlaga za odmero komunalnega prispevka do sedaj nima podlage za odmero komunalnega tudi za te začasne objekte za večino skladiščenju. Zato se dejansko predlaga, da odlok dopolni z 10.a členom, v katerem se določijo pogoji in merila, na kak način bi se tudi za te začasne objekte, ki se lahko postavljajo največ za dobo 3 let, odmeri komunalni prispevek. To je na kratko. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hoče - Slivnica prva. Statutarno pravna komisija, gospod Rehovšek, izvolite. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep v podani obliki. Hvala, odpiram razpravo. Predlagam sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Razen če je kdo proti skrajšanem postopku, glede na to, da pa ni bilo nobene pripombe, predlagam, da je kdo proti skrajšanem. Če ne, predlagam, da glasujemo o povedanem sklepu, torej po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep? 15 za, je kdo proti? Točka 14. Obravnava in potrditev sklepa o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1461/2 KO 696 Spodnje Hoče. Poročevalec gospa Barbara Škrlec Cvetko. Lep pozdrav. Občina je na podlagi prodajnih pogodb namesto razlastitve postala lastnica zemljišča s parcelno številko 1461/2 KO Spodnje Hoče. Gre za del kategorizirane javne poti oziroma dela ceste v Prisojni ulici. Na podlagi sprejetega sklepa bi tako občinska uprava izdala ugotovitveno odločbo o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra in vložila zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Hvala. Hvala, odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljiški parcelni številki 1461/2 KO Spodnje Hoče. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1461/2 KO 696 Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 15. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 78/37 KO Radizelj. Poročevalec gospa Metka Melnič. Ja, hvala za besedo in lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj navedena parcela v naravi predstavlja del brežine in tlakovanega dvorišča. Na občino je prišla pobuda, da bi se ta del zemljišča jim odprodal. Glede na to, da je sosed nasprotoval predlogu prodaje, smo dali to v obravnavo tuji krajevni skupnosti, ki je tudi obravnavala to zadevo in predlagala, da
ta predlog prodaje še preveri svet za preventivo. Na to je tudi to svet za preventivo ugotovil, da vkolikor se to zemljišče proda in se ne poslabšuje nobena preglednost, ni nobenih zadržkov za prodajo. Tako da vkolikor želimo pa to zemljišče prodati, ki ga imata dejansko predlagatelja zagrajenega že več kot 30 let in se promet normalno odvija po tej ulici, je potrebno pač ukiniti status javnega dobra. In kot lastnico vknjižiti občino Hoče - Slivnica. Zdaj zemljišče se bo prodalo po ceni 40 € brez DDV-ja. Hvala. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za okolje in prostor. Po svetu krajevne skupnosti je pa zadevo obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter potrdil, kar je bilo prej povedano. Izvolite. Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelne številka 78/37 KO Radizel. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 78/37 KO Radizel. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno. Hvala. Smo pri točki 16, pregled investicij v teku. Gospa Metka Meglič, izvolite. Zdaj zaključeno imamo izgradnjo kanalizacije v Spodnjih Hočah, senčna pot, in pa tudi v naselju Radizel se je zaključila izgradnja kanalizacije pa vodovoda ob manjkajočega odseka ob gozdu. V naslednjem tednu pričnemo z izgradnjo dela priključka, in sicer tudi kanalizacijskega na Pohorskem dvoru. Potem zaključena je tudi izgradnja ceste Kop-Kapun. Zaključeno imamo tudi šolsko pot v Rogozi in pa tudi pločnik v Rogozi. V teku pa še je izgradnja mešane poti od doma starostnikov do rondoja v Slivnici in pa tudi odsep Lavric se izvaja. Tu je zraven ceste, se bo uredil tudi vodovod. Potem imamo, začela se tudi sanacija Pivolske ceste oziroma tam v Pivoli pri Pohorskem dvoru, pri fakulteti se upravlja sanacija cestišča pri avtobusnem obračališču. Potem vodovod Pohorje teče po terminskem planu. Zaključena je izgradnja prvega odseka, in sicer od vodohrana Tisea do Zidanška. Vodohran je tudi končan nekje na 50%. V izvajanju je pa še odsep 2. Prav tako izgradnja južne oziroma Miklavške ceste teče po planu. Končan imamo tudi pump track poligon tu pri šoli v Hočah. Naslednji teden v torek je tudi otvoritev, tako da ste vsi vljudno vabljeni. Začeli smo pa tudi z izgradnjo umetne trave v športnem parku Rogoza, kjer smo v preteklih dneh pač dobili odločbo o sofinanciranju v višini 500 000 evrov, tako da investicija je v polnem teku. V izvajanju imamo tudi natečaj za izgradnjo športne dvorane Slivnica. Ta projektni natečaj za projektno dokumentacijo bo zaključen predvidoma v naslednjem letu, tako da bo potem sledilo tudi javno naročilo za izbiro izvajalca za pripravo celotne projektne dokumentacije. Zdaj, kaj se tiče, odprt je tudi en razpis, in sicer iz Ministrstva za kulturo, kjer se bi kot občina skupaj z župnijo Hoče želeli prijaviti s Hočko kripto, ki je danes
v slabšem stanju in bi jo bilo treba urediti tako, da bi bila primerna za oglede. Zdaj predvideva se sofinanciranje v višini 100%, kar pomeni, sicer DDV ni upravičen strošek in to bi bil potem tudi strošek recimo občinskega proračuna, zdaj seveda, kolikor bi z prijavo na razpis uspeli. Investicija pa mora biti vredna od 500.000 do cirka milijon. Zdaj mi sodelujemo, tako sem že povedala, z župnijo, pa tudi Zavodom za kulturno dediščino, kjer se dogovarjamo, kaj bi se dejansko bilo potrebno sploh urediti v tej hoški kripti, da bi bila primerna za oglede in seveda tudi, da bi lahko šolarji si ogledovali ta naš biser, ki dejansko sem prepričana, da mnogi izmed naših občanov niti ne vedo, da imamo najstarejšo kripto na Slovenskem in bi jo bilo res primerno urediti, tako kot sem že omenila, za oglede. Zdaj prijavili smo se tudi z izgradnjo širitve pločnika na Mariborski cesti na razpis ministrstva in vkolikor bomo uspeli z to prijavo, bomo razširili pločnik od rondoja pri šoli do vrtca, tam kjer še je dejansko ostal pločnik v ožji obliki. Zdaj, kaj se pa tiče lipovega drevoreda, pa moram povedati, da imamo v objavi javni razpis za izbiro izvajalca in sicer pod odložnim pogojem, da bo ta pridobljena še soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave. Obe vlogi sta vloženi, usklajujemo še neke manjše detajle, tako da v prihodnjih dneh pričakujemo, da bomo pridobili oba soglasja, da lahko tudi potem začnemo z izvedbo in ureditvijo te pohodne in tematske poti. To je zdaj na kratko glede investicij, če pa bojo kakšna vprašanja, sem pa na voljo. Hvala. Hvala. Smo pri točki 17, vprašanja in pobude. Kakšno vprašanje, pobuda? Izvoli, Darko, izvolite. Še enkrat pozdravljeni z moje strani. Na 12. redni seji, pravzaprav po 12. redni seji sem bil pozvan, da se opravičim direktorici občinske uprave zaradi komunikacije brez osnovnega bontona, kako tudi žalitve nje osebno. Po tej poti se opravičujem za mojo komunikacijo, za žalitve, ne morem se pa vsebinsko opravičiti, ker mislim, da sem vseeno imel prav. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, s tem zaključujem današnjo sejo. Obenem pa vsi svetnice, svetniki, v petek 11. oktobra ob 19. uri bo v kleti župnije, torej v kripti, dogodek Umetnost in vino, s čim bi štartali nekako prepoznavnost kripte, ki bo odlična priložnost za uživanje v prelepi umetnosti, zgodovini in vina. Gost večera bo gospod Tone Partlič. Spremljevalni program obsega ogled kripte, glasbeni nastop in degustacijo vin izbranih vinarjev. Tukaj je vabilo, če kdorkoli želi, pri gospe Maji Buser prevzame, pa prosim, da se bolj javi, če pridete, da se ve zaradi omenjenega prostora. Vsi pa vabljeni. Hvala.